Fras in Medvard in Fras in Medvard show. Marko, čas je, da preverimo oziroma da razkrijeva vsem, ki ste verjeli, da žal ne bo šlo. Ja, vse teorije zarote so splavale po vodi. Tako. Torej, prva je bila napoved iz animirane serije The Simpsons iz leta 97, da v finalu igrata Mehika in Portugalska. Mehiko smo izgubili včeraj, mislim predvčerajšnjem, Portugalsko včeraj. Ja, druga je bila ta teorija zarote, da je vse zrežirano in da je letos vse pripravljeno za to, da Ronaldo tudi osvoji svetovno prvenstvo. Se je izkazalo za ne. Ja, čeprav je bilo včeraj proti koncu, sem mislil, dobro. Ja, ni bilo kar tak, ne? Je bilo fejs napeto. Pa potem smo seveda razvila novo teorijo, da če Trump poklica pa zrihta za oni rdeči karton, da mogoče, ne, pa ZDA. Ampak je tudi to k sreči splavalo po vodi. Ja, in to tako treba, ne z 1-0, ampak 4-1. Tako. Ker to take videe, ko meni danes meče ven od teh Američanov z nekih podcastov in oddaj raznih, to je nekaj neverjetno. Kaj pravijo? Ja, da kaj je to? Kaj? So pa te, pa Evropejci, pa to, pa oni nimajo pojma, pa oni nimajo nič druga, kot to ti fuzbal, pa samo zato so dobri trenutno v fuzbalu, ker se ga mi nismo dotaknili. Veš pa tak, pa svet tak... Vse bojo zdaj, bojo naredili lepo si tudi svoj neki turnir, pa bojo svetovni prvaki. Tako pa naj si špilajo, ne? Tako vse druge športe. V glavnem, zdaj pa bo treba malo začeti, ne? Mogoče pa res dejansko, ne? Zdaj še imamo Francijo, Argentino, imamo še dobre neke reprezentance in peklensko bo, se mi zdi, mesarsko klanje. No, jaz sem res čakal ti dve, da se odstranita, pa da zdaj lahko, ne, normalno, brez nekih pritiskov gledamo naprej do konca. Evo, super, 20 čez 12 ura, fuzbal je zakon. Pika si. V totem studiu lepo pozdravljava Tineta Križaniča. Tineta, lepo zdrav. Tine, lepo pozdravljeni. Tine, zaploska, veš, Tako. Okay. Čuj, Fras? Ja? Joža sprašuje, ne, Marjana. To je to že, ne. Ja? Čuj, Marjan, ti govoriš angleško? Seveda. Kaj pa da bo meni welcome? Predpražnik. To je to, Izjemno. Hvala, Tine. Skoraj ni bilo onega smeha, ne? Tak pej si upošteval danes. To res slabi vid. Samo na totem radiju. Husqvarna Geder, vrhunski strokovnjaki za košnjo in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na geder.si. Jaz bi samo rad eno sporočilo vsem tukaj dal ven. Okay, imam to srečo, ne, in tudi ti, Marko, da delava na radiju in lahko te stvari sporočava širši množici. Okay? Jaz bi samo rad povedal ljudem, da ko greste na avtocesto, obstaja tako imenovani vključevalni pas. Boste videli take velike kocke, črtkana, taka cesta je, tak, ne? In če ste pozabili, v avtošoli so nas učili, da morate v tem pasu pridobiti čim višjo hitrost in ta pas zapustiti na koncu pasu. Ja. Ne? Če pa ne gre slučajno, pot nadaljujete po odstavnem pasu in se kasneje priključite. Tako. Ne rabite bremzati in se vstaviti dol in se podelati. Okay? No, in ta pas je namenjen temu, da vi čim prej pridete v tempo avtoceste. Se pravi, da ste vi, kot da vas ni bilo. Ja. Ne morete priti, pa takoj iti na avtocesto. Ne morete priti, pa se 60 voziti po tem pasu in na polovici tega pasu zaviti levo na avtocestu, ko imate 70 zdaj not. In podobne stvari.
Se strinjam. Zato pa lepo prosim, če ne gre, dajte v tretjo, pune gas, da imate vsaj 100 neko not, ko se vključujete, gor. Isto velja tudi, da vi nimate prednosti na tem pasu, kar pomeni, da če pasa zmanjka, ko zavijete levo, te pa bo kaj bo. Tako, kot sva rekla, ne? Ampak greš ravno. In super fajn je pogledati v ogledalo in videti in oceniti, da avto, ki se približuje, ne vozi 80, ker je tu avtocesta. Pa lep pozdrav. Lep pozdrav. Tišina v razredu pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš? 11:13 je ura, Marko Tomaž pa tu, z nama pa tudi profesor Križanič. Dobar dan. Zdravo, profesor. Najprej hvala lepa. Prišel tako lepo urejen, on pa meni se mi smeji. Medvar pa pravi, samo zakaj pa se smejiš, pa reče si kost pošta. Pa gledam, pa res imam rumeno majico, potem ne hlače. Ja, jaz sem Samo samo prinesem, kaki paket recimo. jaz sem samo frasove besede ponovil, on je bil prvi. A ti si bil Ja, prvi. takoj sem asociiral, smisel pač, da še imaš torbo, ki ali pa kaj. Ja, pesa kakega nariti gor. Torbo imam spredi tu. Pred sabo. Ok, Sandi, da tebe še vprašam, kak si? Ti kaj fali? Ja, Imaš česa premalo? ja, spanca. Kaj pa preveč? Preveč fuzbala, to eno Ja, z drugim res. gre. Ja. Zato Mislim, pa da mi boš fali. rekel kill. A to nima, ne gleda, Pa da to. bom vrezan. Zdaj. Ja, zelo, ne. Na mesto six-packa imam teplotno črpalko. Tako, ja. Gremo v leto 84 in se spomniti mega hita od Princa in sicer v njegovo številko 1, prva številka 1 v Ameriki, When Doves Cry. Ko se Iz- golobi jočejo. Točno. Ko prijalo stari skoraj, ne? golobice. Ko se golobi jočejo. Golobice, to ne golubi. Ja, ja. Ali pa grlice. Ja. Ja. Skladba je seveda iz filma in albuma Purple Rain. In kot zdaj že verjetno vsi veste, Prince je pisal, produciral, miks, aranžiral in snemal vse sam. Zato ga seveda smatramo kot enega največjih glasbenikov. Mnogi pa morda ne vedo, da je bil tudi eden največjih strokovnjakov za programiranje ritem mašin v njegovem času. In pri masteringu za When Doves Cry je naredil eno zelo nenavadno stvar. Nekaj intervju sem gledal in je tehnik, ki je bil z njim, povedal, da ga je pogledal, kaj bi že zdaj naredil. Odvzel je bas. Tako. In zato, ker je rekel, Kot bi dosti krat se moglo v glasbi narediti. ja, ampak je rekel, da je preveč obično zveni. Ja. In je dobro res tako malo nenavadno, tako, kaj ta zveni, malo drugačno vse skupaj. No? Stvar se je obrastovala, skladba je bila 5 tednov številka 1 v Ameriki. In tudi video spot je seveda režiral sam, ne? Seveda pa je igral tudi glavno vlogo v filmu Purple Rain. Se pravi, Isto vse, vse. kaj je Vse. komat naredil, je pol njemu šlo. Ja. Žep. Edino film režiral je, mislim, da Ja. ne spomnim se zdaj kdo, ampak bil je zelo mlad. Tisti je bil tudi nekaj časa njegov menedžer potem, ne? Ja. Anjuli, Kar mislim. pomeni, da ga je klical pa za film, pa rekel, čuj, kaj bi tak naredili, ja. Ja. Album je bil na vrhu lestvice 24 tednov, vse skupaj pa kar 122. In Prince, Beatles in Elvis so tudi edini v zgodovini, ki so imeli number one album, number one pesem in number one film v Ameriki istočasno. Wow. Ne? In še ta zanimivost, Prince je po smrti za seboj pustil znameniti Vault. Trezor z ogromno količino neizdanih posnetkov, ocenjuje, da vsebuje na tisoče nikoli izdanih skladb. Kaj, jaz ne Ja, vem, veš, da je da, ta ne. človek spal ali Ja, ne vem. ali je samo pisal, snemal, Pa jedo. tu pa tam, ja. Pa špilo na koncertih. Pa dobro, gled. Škoda, da ga ni, Svaka čast. ampak muzika je ostala in če bo še kdaj kaj prišlo novega ven, oziroma novega starega, ne, bomo zelo veseli. Dobro, Okay. Prince, When Doves Cry. Kruz, Kofi Crash tekma.
Okay, teorije zarot so očitno padle, ali kako se reče, mimo so. Splavene po vodi. Ja, Portugalci so izpadli. Kaj smo še rekli? Mehika tudi izpadla. Ja, in še ZDA včeraj. Tako da ni Trump očitno nič kaj zrihtal ali pa premalo denarja dal. Da bi bili Američani prvaki. Sicer pa, kot smo že večkrat povedali, ni najbolj enostavno, ne? Sploh če pogledava profesorja Križaniča, kak je. Ko zombi hodi, ja. Res je. Ker rad gleda fuzbal, tako da zdaj gleda vse te tekme, tudi nočne. Ja. Ni enostavno gledati tega svetovnega prvenstva, ampak zato imamo mi na totem radiju za vas Krups Coffee Crush kavni aparat, ki vam bo malo polepšal življenje, kuhinjski pult, bajto nasploh in pa še zraven skuhal fajn kavo. Ne? Ja, in dobite ga lahko tako, da pravilno napoveste izid Krups Coffee Crush tekme v tem tednu. V tem tednu je to tekma Francija-Maroko, ki bo v četrtek ob 22. Res je. In med vsemi vami, ki boste poslali pravilno napoved rezultata in svoje podatke na 051 220 220, bomo izžrebali nekoga, ki dobi torej najlepši in najpopularnejši kavni aparat na svetu. Tako, vse podrobnosti najdete na naših družbenih omrežjih in na totiradio.si. Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. En prijazen opomin vsem, ki v parkiranem avtomobilu upravljate telefonske pogovore preko Bluetootha. Ali na Bluetootha? Ja. Čisto, čisto vse se sliši ven iz avta in po možnosti v radiju 50 do 100 metrov. Danes zjutraj sem razmišljal o tem, ker sem slišal, kako se nekdo pogovarja na Smetanovi na enem od bočnih parkirišč. Jaz sem imel okno odprto v kuhinji, potem je vmes cela kuhna, manjši hodnik in potem kopalnica, kjer sem se nahajal in sem slišal, kaj se dva pogovarjata. Ja. In sem potem prišel do okna, pa sem pogledal skozi in sem videl, da ima zaprta okna. Na avtu ni bilo odprto, ampak vse skozi, ne? Vem, Marko, jaz sem enkrat poslušal nehote, ker sem mogel stati na mestu. Tako in pač sliši. Sem čakal in sem iz drugega avta poslušal, kak sta eni dve gospe enega drugega mlajšega sodelavca imeli v delu. Da on pa ne to, pa to smo jaz rekla, pa vse pa jaz smo tudi to, veš, smo tako dobro. Vsi poslušajo. Ja, izklopite si to. In tudi še ta opomnik, da čeprav imate brezročno telefoniranje v avtu, to ne pomeni, da vas ne moti med vožnjo. Res je. Pa lep pozdrav. Lep pozdrav. Fras in Medvard in Fras in Medvard Show.